Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o grleni čakri, o grlu, izražanju, ščitnici. Zakaj? Dobila sem vprašanje. Ena gospa mi je napisala, da ne ve, kako naj si pomaga. Stara je 36 let in ima težave s ščitnico in ne more zanositi in ne ve, ki naj se loti sprememb, in sem rekla, če posnamem video, mogoče poznate koga, ki ima prav tako težave z grlom, ščitnico. Ščitnica vpliva na kup težav, povezanih z našo težo, z hormonskim stanjem, s spolno čakro, s spolnimi hormoni. Nenazadnje, ščitnica je povezana z našim izražanjem, ne samo hormonov, tudi naših čustev. Ampak preden gremo na tehnični vidik našega zdravja, pojdimo najprej na čustveni vidik. Zato, ker pač ščitnica, grlo je vedno povezano s tem, kaj me stiska za vrat, kaj me duši, katera čustva me tako močno dušijo, da ne morem več. No, in zdaj 3 sporočila. Čistost, osvobajam se starih vzorcev, razvad odnosov, molitev, meditacija, čiščenje preteklosti in ustvarjalka nove dobe. Tako kot zmerom pridejo te karte, skoraj vedno in isto. V rokah imam karte prehodu novo dobo. Prehodu novo dobo, kot veste, zdaj tisti, ki me sledite, nastale so v 1 uri med vožnjo, ko sem se peljala z Dunaja proti domu, in dobesedno sem jih posnela na diktafon in so res nastale, nekaj krasnega je nastalo. Zdaj vam pa preberem sporočila. Se pravi, za vse tiste, ki vas nekaj duši, ki imate težave od hormonov, ki imate težave s tem, da nekakor ne veste, kje se lotiti. Lotili se bomo tukaj. Molitev in meditacija. Ker čas je, da je tvoj duh miren. Čas je, da se povežeš z izvorom. Čas je, da se povežeš s svojimi čustvi. Čas je, da se povežeš s svojo bitjo. In od tukaj naprej se bo vse začelo reševati. Zdaj pa pomisli prvo stvar. Na katerem področju tvojega življenja si utrujena? Kater odnos ti tako, ne, že spet. Ne vem. Služba, mama, oče, teta, ne vem kdo. Ponavadi je nek odnos, kjer težko postavimo meje. Se pravi, težko rečemo, izrečemo, to pa ne gre več, ne? In vemo, da pridnim mravljicam ali pa konju, ki vleče, se nalaga, ne? In bolj kot ste tisti konj, ki vleče, več boste mogli vleči. In pogosto se zgodi v službah, da ljudje, ki ne morejo več, ko enostavno grejo na bolniško ali pa odpovejo, zbolijo, na njihovo mesto zaposlijo 3 ljudi. Zdaj pomislite to. Zdaj pomislite to, kaj se dogaja, ko ne zmoreš povedati svoje resnice, ne? Ker te ne slišijo. Ne? Ker ja, lahko se pritožuješ, vsakič, ko je luna, ti filam poč in potem pa delaš naprej. To ni rešitev. Rešitev je druge. Zadnji video smo govorili o tem, kako se zaščititi pred negativnimi ljudmi. Ampak ena stvar, ki je povezana tudi z negativnimi ljudmi, je to, da stopiš ven iz strahu in začneš govoriti svojo resnico. Začneš govoriti, ne, joj, prosim, bi mi kdo pomagal. Ampak enostavno, jasno poveš, zdaj imamo pa tukaj sestank, zahtevam sestank, ali v službi ali doma, dajmo na papir, jaz opravljam to, ne vem. Zdaj, če je v službi, seveda v opisu mojih delovnih nalog je to in to in to in delam poleg tega še to in to. Doma ni opis nalog, ampak ja, doma je ravno tako treba razdeliti. Če vidite, da vse delate vi in da vsi doma lepo noge na kavč, razkomotano, in če vi ne naredite, nihče ne naredi, bi bil čas, da dejansko začnete govoriti svojo resnico. No, zdaj pa naprej vzorci. Čiščenje preteklosti, pa čistost. Očiščujem se vseh nezdravih misli, razvad in odnosov. In želim vam prebrati to sporočilo, to je karta 30.
tvoje srce, ne tajem, ozaveščam, blagoslavljam in grem naprej. Zaupam vase in to zmorem. Zavedam se, da je v meni moč spremembe. Moje srce se zdravi, ko grem v naravo, k vodi in vanjo zmečem kamenje svoje bolečine, ko objamem drevo. Dovoljujem, da solze očistijo mojo dušo. Vem in se zavedam, da je vse tako, kot je prav. Zaupam temu procesu. In naprej, čistost. Vsak delček mojega telesa je čist. Moje telo je svetišče. Ni smetišče, ne? Z ljubeznijo ga hranim, oblačim, skrbim za njega in se ga dotikam. Vsa hrana, ki packa moje telo, in vsi odnosi, ki packajo mojo dušo, se to naj odide. Posegam po zdravi hrani, po zdravih odnosih. Ni mi treba prosjačiti za ljubezen, ker jaz sem ljubezen. Ja. In potem preberemo, v Svetem pismu je: ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva, ne išče svojega, se ne pritožuje, vse upraviči. Bla, bla, bla. Ne, ljubezen je povezana tudi s tem, ljubezen do sebe, da ti rečeš, ne zmorem, ne da vse upravičim. In preveriš tudi z mišičnim testom lahko, potrebo imam potem, da opravičujem slaba dejanja drugih ljudi. Nekdo nekaj naredi, pa reče, ljubezen je, vse upravičim. Ne. Odpustiš, zato ker je prav, da odpustiš, da sebe razbremeniš. Ampak vse upravičim pomeni, da bom poiskala nek razlog, da rečem, joj, veš, ta je imel težko otroštvo. Ja, normalno, da je tako. Ne! Če je nekdo odrasla oseba, je odgovoren. Povem eno mojo osebno zgodbo. Mi smo včasih vsi kadili doma, doma otroci. Jaz imam še 2 brata pa sestro in smo vsi kadili. In naši fantje pa punce, vsi so kadili. Vsi smo kadili. In enkrat moja sestra, pa že zdavnaj, ko sem nehala kaditi, mi napiše sporočilo, tako očitno je bilo v nekem procesu čiščenja, ampak ni bilo čiščenje, je bilo drugače vrste čiščenje. Kdo je kriv za moje težave? In je rekla, ti si kriva, da sem jaz začela kaditi. Veste, nihče ni kriv za to, da začneš kaditi. Nihče ni kriv, da začneš piti. Nihče ni kriv, da se zrediš. Ampak, ja, kriv je mogoče stres, da se zrediš. Ja, seveda. Ampak, ni kriva druga oseba, ker ti povzroča stres. Ampak se jaz učim skozi odnose postavljati svojo moč, reči stvarim ne, ker nihče ne tlači cigarete v tvoja usta. Nihče ne zliva alkohol v tvoja usta. Nihče ne tlači čokolado v tvoja usta. Nihče. Se pravi, ni druga oseba kriva. Ja, zdaj pa, koliko se pa jaz znam postaviti v svojo moč, je pa druga stvar, je pa šola, ki se jo učim. No, in prav preko molitve in meditacije, zdravilna molitev dekodiranja, jo imate na internetu, jo začnite uporabljati, vzorce čistiti, ampak gremo zdaj na, ko imajo hormoni žur, ščitnični hormon in izražanje. Čustva je treba izraziti. Ja. In zdaj tukaj se pa začne. Ti si ta, ki si mi naredila, rekla in tako. Neobtoževanje. Ampak, kaj se jaz učim skozi čustva? Skozi odnose. Izražanje. Se pravi, moje izražanje je povezano s tem, da grem iz strahu. Se pravi, dokler je mene strah, da bom svojo resnico nekoga prizadela, bom tiho, ne bom govorila, se bom skrila, da bojo vsi srečni, da ne bom, Saj obstaja knjiga, jaz je sicer nisem prebrala, ne stopajte več po prstih, ampak je povezana s tem, da če imaš nekega zastraševalca v svoji okolici, ne gre se za to, da se moraš še bolj zmanjšati, ampak gre se za to, da jasno poveš, meni to ni všeč. Jaz se na ta način ne grem.
tako kot ti žvižgaš, jaz ne morem plesati. Ne gre več na ta način. Ja, vem, zanimiva šola. No, in potem pa gremo naprej. Zvočne kopeli vam bodo pomagali pri tem, da se razblini cmok, da se sprosti grlena čakra. Meni osebno je to pomagalo. Gong kopel, pač neverjetno. Vsa glasba, zdaj seveda je tudi narava glasba, ki rahla blokade, ki odstranjuje blokade, ampak pomeni, da si v tišini in se predaš tej glasbi. Zakaj prav gong kopel? Gong je zemeljska energija. Ko naredi gong, ti bum, te dejansko strese. Tudi zvočne kopeli, kristalne lire, imajo sicer višjo frekvenco, ampak mislim, da za te razbijati neke blokade so potrebni zemeljski glasovi, kot je pojoče sklede tibetanske, kot so gong kopeli. To vam bo dejansko bolj razbil to fizično bolečino, fizično blokado. Ko pa potrebujete, da se povečuje vaša intuicija, pa greste na kopel, zvočne kopeli, recimo Mateji Bobek, pač jaz sem navdušena nad njenim delom, njena oboževalka sem, skupaj so posneli Kristalni prehod v novo dobo. No in za vse tiste, ki mogoče še vedno iščete, ključke ne prodajam več, jih je pač so pošli, ampak v elektronski obliki vam preko WeTransferja lahko pošljem posnetek in si to naložite na vaš telefon. Imate na vašem telefonu naloženo to zvočno kopel in jo poslušate med vožnjo. Kaj sva naredili? Pozitivna sporočila s kart Prehod v novo dobo sva posneli skupaj s podlago zvočne meditacije kristalnih sfer. V glavnem, in to sva kombinirali v studiu in je nastala krasna meditacija oziroma posnetek Kristalni prehod v novo dobo. Če vas pokliče, boste videli, vas bo sigurno nagovorilo. No in potem imamo pa tukaj stresni hormon. Stresni hormon dejansko blokira ščitnični hormon in blokira delovanje ščitnice. Zdaj pa poglejte, ko imate težave s stresnim hormonom, ki blokira ščitnični hormon. Glejte, nenadno pridobivanje telesne teže, prekomerna teža, nezmožnost hujšanja, mišična oslabelost, težave s kožo, kakršnekoli. Lahko imate nasplošno zgubano kožo, mozoljasto kožo, flekasto kožo, utrujenost, kronična utrujenost, da se enostavno ne morete spočiti. Nasplošno se počutite slabo, slabost tudi bruhanje, slaba koncentracija, pozabljivost, popolnoma se spolno ugasnete, brezspolne ste, izguba menstruacije, neplodnost za pare, moški težave z erekcijo, ženske bolečine v dojkah, nihanje razpoloženja, hladne roke, motnje v srčnem ritmu, nezdravi lasje, šibki nohti in zobje. A veste kaj, to je zdaj v bistvu kaže na težave s ščitnico. Ampak vseeno vam želim razložiti znaki pomanjkanja B vitamina. Glejte, to je šolski primer. Poglejte, vitamin B1, izpadanje las, prezgodnje sivenje, slabo celjenje ran, nizek prag bolečine, nespečnost, glavoboli, zmanjšanje koncentracija, pozabljivost, potrtost, zastajanje vode v telesu. Vitamin B1. Pejmo naprej. Vitamin B3. Težave z želodcem, slabost, občutek energije, samo majčkeno bomo šla naprej, se pravi B3, utrujenost, oslabelost mišic, zadah iz ust, razjede v ustih. Jaz vam povem, če imate težave s ščitnico, vam manjka B vitamina. 100%. 100%. Tako ste izžeti z B vitaminom. In zdaj, če gledamo, da je B vitamin je povezava. Brez B vitamina ni preskoka. Veste, mi imamo živčne končniče. In dejansko tukaj čez mora preskočiti informacija. In če nimate teh
kofaktorjev v presnovi, ste ugasnjeni, ni povezave, kratki stik, tako, utrujeni ste, ugasnjeni. Tako prepričana sem v moč vitaminov in mineralov, tako prepričana sem moč naravnih prehranskih dopolnil, pa če sem tako, kot sem tle. Res. Glejte, jaz to uporabljam zdaj 32 let, eno in isto, od podjetja Neolife, Formulo 4, Omega 3, kalcij, cink ves čas uporabljam, B-vitamin, pač normalno mi je, da to uporabljam, ker vidim, kako se dobro počutam. In veliko krat govorim z ljudmi, pa rečejo, ja, se jaz tudi uporabljam, veš, naravne zadeve. Super. Ampak, a veste, da obstaja zakonodaja, da nekdo lahko napiše naravno, če prehransko dopolnilo vsebuje 4% naravnih sestavin. To ni nič, pač to je. Jaz tega ne bi še niti mojemu psu, niti mački dala, pač nikomur. Vam povem zadnji primer česnovih tablet. Moja kokoška, pač zdaj imam 8 kokošk, pa ena se je odločila, da bo mamica. V glavnem, tako, od teh 8. In ena kokoška je bila 3 dni nazaj tako ugasnjena, brez energije, spala, veste, ko se ujčke zapirajo. Pač vidiš, da je kokoška je bolna in kako ji pomagati. No, hvala Bogu sem videla na internetu, da kokoško ujameš, jo daš v škatlo in narediš eno lukenco, da lahko ven pogleda. V glavnem, jaz primem kokoško, jo dam v škatlo, primem klun in dam česnovo tableto noter in je bilo to. Naslednji dan je že jedla. Naslednji dan, to je bilo že pač danes, je že tako, da je že čist živahna, ampak ji bom še par dni dajala česnove tablete. Ker strup, za kokoške so notranji zajedavci. In ja, česen je naravni antibiotik. Če za kokoške deluje, verjemite mi, tudi za vas deluje. Res deluje. Zdaj pa kdaj uporabljaš česen? Ko imaš vozličke na ščitnici. Zdaj pa zakaj? Zato, ker vozlički na ščitnici kažejo na možnost, da ste okuženi z Epstein-Barrovim virusom. Kaj pa zdaj to za ena zadeva, kaj spet Minka govori? Dajmo, čakajte, zdaj moramo vzeti knjigo, ko imajo čakre žur, tole, in gremo pri grleni čakri na Epstein-Barrov virus. No, in kaj zdaj to pomeni? Epstein-Barrov virus je virus, ki se naseli na ščitnico. In ta virus, to je virus, ki povzroča bolezen poljubljanja. V glavnem, ta virus povzroča, da se naredijo vozlički na ščitnici, ker čaka, da vam bo nekoč v prihodnosti močno padel imunski sistem. In ko vam močno pade imunski sistem, virus se razbohoti in njegov cilj je, da napade živčevje. No, zdaj pa poslušajmo. Naprej. Najpogostejši znaki, da se v vašem telesu bohoti ta Epstein-Barrov virus. Izpuščaji, bolečine v sklepih, vnetja sečil, nasplošno vnetja sluznic, sistemski lupus, težave z delovanjem ščitnice, vozlički na ščitnici, nerazložljivo pridobivanje teže, rak ščitnice, povišani jetrni encimi, preobčutljivost na gluten, kronična utrujenost, živčne težave, prebavne težave, možganska megla, hepatitis B, izpadanje las, nespečnost, krhki nohti. Pojmo zdaj na rešitve. Kje začeti? Tukaj pri virusu. Tukaj začnite. In boste začeli, boste dali stran čist vas gluten. Glejte, najbolj enostavno je, vzamete na 342, ko imajo čakre žur, in začnete uživati špinačo, šparglje, zelje, česen, peteršilj, avokado, jagodičevje, vse, kar vsebuje B-vitamine, od skute, jogurtov, kozje sire, kozje jogurte, ingver, koprive, bezeg. Tukaj na Primorskem je zdaj že zori bezeg. Bezeg ima vse noter flavonoide.
Flavonoidi so izredni za tale virus uničiti. Druga zadeva, ajda. Ajda vsebuje, sploh tatarska ajda, rutin, ki je frakcija C vitamina, ki je najmočnejši antioksidant, ki deluje proti vnetjem na celični ravni. Pač, začeli boste uporabljati zdrave zadeve. Ja, vsekakor, če bi jaz imela ta virus, bi vzela česnove tablete, bi vzela Provitality Plus, bi vzela kalcij pa magnezij, Kalmak plus D3. To bi jaz vzela. Zakaj? Pa ne, da bi naenkrat pojedla celo škatlo, ampak vsak dan pomal, se pravi, en Provitality, kakšen kalcij, kakšen česen. Vsak dan. Na dolgi rok. Zato, ker ta virus ga ne boste pomorili v enem dnevu, niti v 14 dneh. On se skrije, se potuhne. In potem, ko vi konstantno delate na tem, da dvigujete imunski sistem, slej ko prej bo virus podlegel. Slej ko prej. To bi jaz naredila. Zdaj seveda bi lahko greste na naraven način, pa rečete, jaz uporabljam, vsak dan pojem glavco česna, ja, pa vsak dan si bom kuhala bezgov čaj, super. A si ga boste res? Ali je samo dobra želja in boste zdaj se zagnali, začeli in potem nekje na poti obupate. No, tako da v glavnem, to naredite in boste videli, in naslednja zadeva je seveda povezana tudi s tem, da na čustveni ravni kaj počistite in je to to. Meni se je sesalcu zagnal, tako da pač moj sesalc je odločil, da bo zdaj sesal. Tako da uživajte v tem dnevu, imejte se radi, tako kot vedno rečem, in prva stvar, za kar res morate poskrbeti, ste vi in vaše zdravje. Tako da veselo nedeljo, ker vi ste v vašem življenju res pomembni. Uživajte!